Magistrica Tina Grošelj, dober dan in dobrodošli na Valu 202. Dober dan. Oddaja Prisluhnimo tišini je pred kratkim praznovala 40 let in velja za eno najstarejših oddaj televizije Slovenija. Na sporedu je bila celo prej kot podobna oddaja na britanskem BBC-ju. Pa me najprej zanima, odkot je takrat prišla ta ideja oziroma spodbuda po tovrstni oddaji, namenjeni predvsem gluhim, naglušnim in pa tudi gluhoslepim. Idejni oče oddaje je magister Aljoša Redžepovič, takratni sekretar Zveze slušno prizadetih Slovenije. Takrat sta se skupaj s predsednikom Jožetom Ribičem odločila, da predstavita predlog za oddajo direktorju Fortiču, ki je takrat vodil koprsko televizijo. Prva oddaja je bila sprva predvidena za mesec maj, vendar je takrat umrl Tito, tako da je bilo prvo predvajanje oddaje potem prestavljeno na oktober. 2 leti kasneje pa je oddaja začela se predvajati na televiziji Slovenija. V 40 letih je zdaj nastalo nekje približno 800 oddaj. Vi kot urednica oddaje ste ob obletnici zapisali, da ste sodelavci v teh 40 letih nizali zgodbe in sporočali dejstva, ki bi sicer ostala skrita. Katere so tiste teme, ki so naletele še na posebej velik odziv? Torej, najprej bi rada povedala, da po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že vsak 10. prebivalec okvaro sluha. Skrb vzbujajoče je tudi, da okvare sluha vsako leto naraščajo. V Sloveniji živi 1500 gluhih, 75 tisoč je pa uporabnikov slušnih aparatov. Posebej zaskrbljujoče pa je, da predvidevamo, saj tako kažejo statistike, da je saj še enkrat toliko ljudi, ki se sooča z okvaro sluha, vendar se za rehabilitacijo še niso odločili. Zato si želimo z našimi zgodbami prispevati k tem pozitivnim odločitvam, kajti izguba sluha je navzven nevidna. Njene posledice pa so vse prej kot zanemrljive. Torej, človeka res prizadene v socialnem, komunikacijskem, intelektualnem smislu. Tako da zato se nam zdi izjemno pomembno, da prikazujemo zgodbe ljudi, ki jih piše življenje z okvaro sluha. Jasno, prikazujemo tudi stiske, ki jih pestijo, ampak trudimo pa se iskati tudi pozitivne zgodbe, ki jih ustvarjajo športniki, kulturniki, podjetniki na vse zadnje. Tako da za tiste, ki se še niso odločili za slušni aparat, se mi zdijo izjemno pomembne zgodbe zadovoljnih uporabnikov. Namreč izkušnje kažejo, da kar 10 let človek rabi, preden se odloči, da bo svoj sluh rehabilitiral. Torej, da bo šel po slušni aparat. Treba je pa vedeti, da preden se človek navadi na zvoke slušnega aparata, je pa mine izjemno dolgo časa. Tako da je zelo pomembno, da to storijo ljudje čim prej, kajti drugače ne samo, da se začnejo umikati iz okolice, torej postajajo vedno bolj osamljeni, njihovi odnosi trpijo, konec koncev tudi družinski. Izjemno pomembno je tudi, ker možgani torej ne prejemajo zvokov, kar pomeni, da so te ljudje tudi lahko tudi hitreje soočijo z demenco. Okvaro sluha, na primer, najhitreje zaznamo pri razumevanju tujih jezikov. Tukaj je potreben ta fini sluh in tukaj se najprej pokaže ta okvara. Potem kasneje začnemo kakšne črke zamenjevati oziroma jih ne slišimo dobro. Lahko nas nekdo pozove, prinesi mi pips, mi pa prinesemo čips. Tako da to so te čisto fine, majhne izgube, ki jih začne človek počasi opažati. Kasneje tudi pogovori po telefonu postanejo naporni, radija ne razumemo, televizija je vedno bolj na glas. Zato mi je bila izjemno simpatična ena zgodba dedka, ki smo ga snimali, ki se je že odločil za slušni aparat, ampak preden se je pa zanj odločil, je seveda porabil tudi on zelo dolgo časa, ampak potem pa, ko mu je pa enkrat vnuk rekel, ja pa dedi, vendar zakaj pa ta televizija tako kriči, takrat je pa videl, da je čas. Ne? Tako da meni se zdijo izjemno dragocene te pozitivne izkušnje ljudi, ki so se že odločili za slušni aparat. Med njimi je naprimer tudi Sarina zgodba. Njej je naprimer najstnik vrgel petardo pod noge na vlaku, ko se je peljala v šolo, in ona je takrat utrpela hudo okvaro sluha. Na eno uho je popolnoma gluha, na drugo uho sliši le nekaj odstotkov, ampak ona se je odločila, da bo v tej novi realnosti zmagala.
Naša druga pomembna ciljna skupina pa so gluhi. Tukaj gre za doživljenjsko okvaro sluha in nekdanji predstojnik klinike za otorinolaringologijo Miha Žargi je poudaril, da dosmrtna okvara sluha res ljudi prizadene v družbenem, komunikacijskem in intelektualnem smislu. Moram reči, da zelo lepo odmevajo zgodbe, ki jih naprimer niza Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, kjer pravzaprav poročajo o pomembnih dosežkih z tega področja. Kot prvo, naprimer, smo dobili prvo slovnico slovenskega znakovnega jezika šele v letu 2019. To je pomemben dosežek ne samo za našo državo, ampak tudi v svetovnem merilu. Izjemno velik razvoj dosegajo tudi na področju slovenskega znakovnega jezika, torej ta nevladna organizacija je do zdaj razvila 18.000 kreten. Na voljo so vse te kretnje uporabnikom na brezplačnem slovarju slovenskega znakovnega jezika, ki je na spletu. Vedno bolj postaja priljubljeno učenje znakovnega jezika, torej tečaji so vedno bolj obiskani in moram reči, da je to ena taka fantastična odločitev za nas slišeče, ker je to jezik, ki je popolnoma drugačen, saj je vizualen. Ljudje pa, kot so nam povedali, ko smo jih snemali, pa povedo tudi, da niso vedeli, da imajo tako zakrnele prste, ne? Ker tudi te pri uporabi tega jezika zelo dobro razmigamo. Zelo zanimive so tudi zgodbe ljudi gluhih, ki upravljajo zanimive poklice. Naprimer, z ustanovitvijo spletne televizije za gluhe in naglušne na www.spletnatv.si smo dobili prve novinarje, snemalce, montažerje, ki so gluhi. Ne? Če vemo, da so bili njim vsa leta prej ti poklici nedostopni, potem lahko razumemo, da so zgodbe, ki so jih predstavili, kako doživljajo to, da lahko upravljajo tak poklic, zelo lepo sprejete. Omenili ste slovenski znakovni jezik. Povejmo, da je to edino naravno sporazumevalno sredstvo gluhih. Vi ste se precej ukvarjali tudi z zgodovino tega znakovnega jezika in zanimivo se mi zdi, kar sem prebrala, da je bil v zgodovini celo prepovedan. Ja, ravno tako, kot ste omenili, torej znakovni jezik je edino naravno sporazumevalno sredstvo gluhih, ki je bil več kot stoletje prepovedan. Mogoče kot zanimivost, preden nadaljujem, bi omenila samo to, da za pravi medicinski čudež zadnjih 20 let pa velja tudi polžev usadek, zato ker nekateri gluhi pa lahko z njim slišijo. V državi jih je 500. Torej vsi tisti gluhi, ki pa se za operacijo niso odločili ali pa seveda so bili rojeni, preden se je ta sploh pojavil, pa zelo dobro poznajo to trpko zgodovino znakovnega jezika. Vemo, da leta 1880 se je stroka odločila, da je treba gluhe poučevati po metodi, ki spodbuja razvoj govora in poslušanja. In zato so tudi v Gluhonemnici, to je bil takrat edini zavod za izobraževanje gluhih, pričakovali, da se bodo gluhi otroci učili po isti metodi. Tako da znakovni jezik so takrat prepovedali in če so ga otroci uporabljali, so bili kaznovani, tudi tepeni. In dejstvo je, da se prav veliko do danes ni spremenilo. Gluhi veljajo za najslabše izobražanje med invalidi, med njimi težko najdemo pisatelje, pesnike, izumitelje in razlogi so seveda tudi v ovirah, s katerimi se srečujejo med izobraževanjem. Torej težko dobijo izobrazbo, opravljajo nizko kvalificirana dela za minimalno plačo in večinoma imajo tudi minimalno pokojnino. Vi uporabljate znakovni jezik? Uporabljam ga približno 14 let in ko sem vstopila v svet gluhih, seveda tega jezika nisem znala. Sicer sem se ga začela takoj učiti, ampak v prvih mesecih sta bila moja ključna sodelavca gluha snemalca. To je bilo takrat, ko ste prišli na spletno TV Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Ja, to je bilo leta 2006. In takrat vem, da brez Gorazda Orešnika in Marjana Paveva, torej gluhih snemalcev, ne bi mogla pravzaprav sploh vstopiti ta svet. Ona dva sta mi pomagala, na intervjujih sta moja vprašanja posredovala sogovornikom, kajti jaz pravzaprav na vsakem intervjuju sem imela občutek, da sem se znašla na Kitajskem brez prevajalca in šele ko sem prejela prevod izjav, sem lahko videla, kaj je pravzaprav sogovornik povedal. Sicer pa
V nadaljnjem procesu učenja znakovnega jezika je bilo zame najtežje razumeti pogovor z gluhimi. Torej, kretnje se že naučiš se barve, kako ti je ime in vse to. Dejstvo pa je, da preden razumeš vsebino, pa minejo leta. In ko sem končno mislila, da že nekaj znam, smo šli snemati v Maribor. No, tam sem pa spet se soočila s tem, da ne razumem pogovora, kajti tudi znakovni jeziki imajo narečja. Tako da to je zelo lepo ugotovila tudi skupina za razvoj znakovnega jezika, ki je beležila izrazoslovje, torej kretnje, iz različnih regij naše Slovenije in ugotavljamo seveda, če je bil znakovni jezik prepovedan, pomeni, da se je prenašal po ustnem izročilu in seveda so kretali gluhi, ki so bili dislocirani, torej narazen in pa v različnih regijah so kretali drugače. Tako da moram reči, da sem tudi danes po 14 letih uporabe znakovnega jezika, ki recimo, da zdaj že nekaj znam, popolnoma zgubljena, ko grem naprimer na svetovni kongres gluhih, kjer se združijo gluhi iz celega sveta. In tam ponovno ugotovim, kako ključna je vloga tolmačev slovenskega znakovnega jezika, kajti brez njih sem jaz popolnoma izgubljena. In zanimiva izkušnja, moram reči, da je zame tudi, ko poročam z olimpijskih iger gluhih, in tam je pravzaprav situacija popolnoma enaka. Tam se slišeča oseba znajde v svetu gluhih in moram reči, da je to hladen tuš, ki ga mora doživeti vsak, ki dela z gluhimi, saj se verjetno tako oni počutijo vsak dan med slišečimi. Torej, ko enostavno ne moreš stopati do človeka in začeti pogovor z njim, ker ne znaš jezika. Morda kot zanimivost je pa tudi ta, da gluhi na mednarodnih dogodkih uporabljajo mednarodno kretnjo. Če si predstavljamo tako kot slišeči, ki uporabljamo angleščino, naprimer, tako imajo oni mednarodno kretnjo, ampak se morajo tudi te kretnje posebej učiti, osnovana pa je na ameriškem in britanskem znakovnem jeziku. Tina Grošelj, ste tudi scenaristka dokumentarnega filma Jezik enakopravnosti, v katerem ste opozorili na to, da lahko pride do izumrtja slovenskega znakovnega jezika, pa tudi na to, da znakovni jezik, torej slovenski znakovni jezik obsega približno 18.000 kreten. To naj bi predstavljalo besedni zaklad slišečega sedmošolca. Ja, film smo naredili zato, ker smo želeli podpreti prizadevanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je v Državni zbor vložila pobudo za dopolnitev ustave z znakovnim jezikom. To je bil osnovni razlog. Drugi pa je bil ta, da pravzaprav se družba ne zaveda, v kakšnem položaju živijo gluhi. Tako da se mi je zdel film ena taka odlična priložnost, kako priti najprej do zavesti odločevalcev, ker vemo, da se ustava spreminja z 2/3 večino, in po drugi strani se mi je zdelo nujno, da pravzaprav prikažemo, kakšne so posledice prepovedi znakovnega jezika na življenje gluhih. Zdaj, kar se tiče pobude za vpis v ustavo, bi rada povedala, da imamo sicer v naši državi sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika že od leta 2002. Imamo tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Imamo sprejeto konvencijo o pravicah invalidov. Pa vendarle, gluhi danes še vedno ne uživajo vseh človekovih pravic, ki so konec koncev zapisane tudi v ustavi. Torej, v rednem izobraževalnem procesu, naprimer, gluh otrok še vedno nima tolmača prisotnega ves čas. Tako da se mi zdi izjemno pomembno, da se znakovni jezik vpiše tudi v ustavo, da pravzaprav na tem najvišjem zakonodajnem nivoju dosežemo, da bodo gluhi lahko imeli možnosti, da bodo udejanili vse svoje potenciale. Omenili ste podatek, koliko kreten je razvitih. To je pravzaprav tudi drugo področje, ki se pričakuje, da se bo boljše uredilo, sistemsko uredilo z vpisom znakovnega jezika v ustavo. Namreč vsa leta do sedaj je edino skrb za razvoj znakovnega jezika izvajala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Opravljenega je bilo veliko dela, moram reči, da najbolj zanimivo je pravzaprav imeti priložnost pogledati, kako se ta jezik razvija, ko je ena velika skupina gluhih, torej z eno roko ob slovarju knjižnega jezika, torej gledajo besede, besedišče, po drugi strani pa potem med sabo debatirajo, kako bi pravzaprav prikazali, da bi bilo najbolj razumljivo te kretnje v praksi. S filmom Jezik enakopravnosti pa smo pravzaprav vse te posledice prepovedi uporabe lastnega jezika, ki se zrcalijo tako pri izobraževanju kot zaposlovanju in so žive še danes, mislim, da uspešno prikazali skozi zgodbe 3 karizmatičnih protagonistov, pripadnikov različnih generacij, ki nam dajo en lep uvid o tem, kako je bilo, kako je danes in kakšna prihodnost se obeta. Tako da si želim, da bi si gledalci ogledali film, ki bo v nedeljo na prvem sporedu Televizije Slovenija. No, ravno od pojava koronavirusa pa se je izkazalo, kako zelo pomembni so tolmači v slovenski znakovni jezik, da so tudi gluhe prebivalce obveščali o aktualnem dogajanju. Torej, tolmači znakovnega jezika že od nekdaj igrajo ključno vlogo v življenju gluhih za njihovo vključevanje v slišečo družbo. In vse dokler se niso uradno združili tudi v združenju tolmačev, so to vlogo igrali otroci gluhih staršev. In obstajajo zgodbe, kako so ti otroci stali pred televizijskim ekranom in tolmačili dnevnik svojim gluhim staršem, zato da so ti lahko pravzaprav bili sploh obveščeni, kaj se v naši državi dogaja. Morda kot zanimivost lahko povem, da so ti otroci prevajali tudi govorilne ure svojim staršem, tako da so lahko včasih verjetno tudi kakšno ušpičili in kakšno dejstvo zamolčali. Verjetno si pa težko predstavljamo, da so tolmačili tudi na kakšni upravni enoti, konec koncev tudi pri odvetniku, tako da generalno gledano si težko predstavljamo, kako so zmogli vse to. Moram pa reči, da čas korone je pozitivno prispeval k boljši prepoznavnosti in pomembni vlogi tolmačev v naši državi. Prepoznal jo je tudi predsednik Borut Pahor, ki jim je nedavno podelil jabolko navdiha, torej državno priznanje za pomembno delo, ki ga pravljajo vsak dan. Drugače pa moram reči, da potem, ko so zaradi epidemije koronavirusne bolezni zaščitne maske postale naša stalnica in se je že marsikdo znašel v stiski, ker ni razumel, kaj je sogovornik zamrmral pod masko, da to ni nič v primerjavi s komunikacijskimi težavami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Tako da moram reči, da sem bila izjemno vesela, ko se je na nas obrnil naglušni uporabnik, ki je bil v izjemni stiski, ker zaradi mask ni nič razumel. Ne v trgovini, ne v drugih inštitucijah, kjer je pač prišel v stik z ljudmi. Potem se je on obrnil tudi na varuha človekovih pravic in potem ta naprej na vlado in veseli me, da smo v naši oddaji lahko tudi predstavili torej eno izjemo, ki velja v današnjem času pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi, da takrat, ko vidimo, da nekdo si pomaga pri komunikaciji z očitavanjem z ustnic, da stopimo torej na varnostno razdaljo in da je takrat izjema, ko lahko masko snamemo. Magistrica Tina Grošelj, urednica oddaje Prisluhnimo tišini, ki je letos zaznamovala 40 let. Najlepša hvala za pogovor in še na nadaljnjih 40. Hvala vam za povabilo in to lepo spodbudo.